Vanilija je vzpenjavka, ki sodi v družino orhidej. Pravzaprav je edina orhideja z užitnimi plodovi. Njeno naravno območje je Srednja Amerika in prav Azteki so španskim osvajalcem prvi ponudili neznano temno pijačo z dodanim rastlinskim delom, ki je pijači dal še prijetnejšo aromo. A narava je poskrbela, da čeprav so vaniljo skušali gojiti tudi drugje, je bila ta brez pravih opraševalcev, brez plodov in tako brez vrednosti. Vse dokler niso odkrili, da je cvetove mogoče oprašiti tudi ročno. Mimogrede. S čepcem začinjeno. Preden povemo več o tem, kako se je vanilja razširila iz Mehike in zakaj je danes na trgu večino vanilina sintetičnega izvora, pa še ščepec zgodovine začimb, v katero je seveda vpleten tudi Krištof Kolumb. V istem obdobju, ko so portugalski pomorščaki odkrili vzhodno pomorsko pot do Indije, so Španci proti zahodu poslali Krištofa Kolumba. Njegova naloga je bila enaka: najti pot do Indije in začimbnih otokov, dela Indonezije, od koder izvirata muškatni orešček in klinčki. A mu je spodletelo, odkril je le povsem novo celino. In tam so on in njegovi nasledniki našli povsem nove začimbe in okuse, ki jih Evropa še ni poznala. Čili, piment, vanilja in kakao, da ne govorimo o koruzi, krompirju, papriki in paradižniku. Z odkritjem Amerike so prebivalci starega sveta doživeli pravo revolucijo okusov, a cene novih začimb niso nikoli dosegle enormnih cen veliko bolj zaželenih azijskih začimb. Poper, cimet, klinčki in muškatni orešček so ostale najbolj zaželene začimbe tistega časa, ki so prinašale največ dobička in zaradi katerih se je na pot okoli sveta po daljši zahodni poti podal tudi Magellan. Vanilja je ena izmed rastlin, ki je k nam prišla iz Novega sveta, se pravi iz Mezoamerike, če sem čisto natančen. Predvsem to področje, recimo vzhodne Mehike, okrog Mehiškega zaliva, tam okrog mesta Veracruz, nekako je bilo najbolj znano za to. No in že v predkolumbovskih civilizacijah so seveda vaniljo uporabljali. In sicer so vaniljo uporabljali za izboljšanje okusa nekega napitka, ki ima zelo znano ime, to je šokolatl. Skratka, napitek iz zrn kakavovca, iz katerega se je potem kasneje razvila seveda tudi čokolada in to. Ta napitek, ki so ga uporabljali Indijanci, je bil dejansko zelo grenkega okusa. No in z vaniljo so okus izboljšali. Kot pravi dr. Aleš Obreza, profesor za področje farmacevtske kemije na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani, je bilo za Evropejce, posebej za Špance, vse, kar je bilo eksotično, tudi zanimivo. Vsako stvar so seveda potem poskušali ali uporabiti v prehrani ali recimo za izdelavo zdravil. To je bilo nekako v tistem času zelo pomembno. No in ugotovili so, ti učinki niso ravno najbolj dokazani, ampak recimo so priporočali potem vaniljo recimo kot diuretik, se pravi za povečanje izločanja urina, potem za razne težave v prebavnem traktu, za izboljšanje prebave in tako naprej. Zanimivo, opisovali so jo kot abortiv, se pravi sredstvo za povzročitev splava, po drugi strani je bila pa zelo dolgo časa v uporabi kot afrodizijak. No in še ena zanimiva zadeva, ko gremo recimo tam 200 let nazaj, recimo tam 17-18 stoletje, recimo na področju Mehike, je tudi ena zanimiva opisana uporaba in sicer naj bi vanilja delovala tudi pomirjevalno. In sicer zakaj so jo uporabljali? Uporabljali so jo zato, da so jo dajali ženskam, ki so morale ostati doma, da niso bile preveč razburjene, ker so njihovi možje odhajali ven, se družili s svojimi znanci, prijatelji in potem prepozno prišli domov. Tako da na nek način uporaba kot neke vrste doping mogoče. Vanilja je dolgo časa ohranila monopol prav v Mehiki oziroma v Srednji Ameriki. Španci so skrbno čuvali nasade, način pridelave je bila varovana skrivnost, cena vanilje pa temu primerna. Rastlino pa so želeli gojiti tudi drugje in potaknjence so poslali na otok Reunion v Indijskem oceanu, ki se je prej imenoval Bourbon. Tam sicer je cvetela, vendar so cvetovi ostali neoprašeni in plodov ni bilo. Zacvetela je že kar parkrat, ampak žal nikoli nismo bili uspešni z opraševanjem, tako da žal še nismo imeli strokov.
Katja Malovrh, raziskovalka v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani, pravi, da vanilja ni težavna za samo gojenje. Potrebuje le stalno temperaturo nad 10 stopinjami Celzija in ustrezno vlago. Jo je pa zelo težko kaliti iz semena in se zato razmnožuje nespolno s potaknjenci. Zelo zahtevna pa je tudi, ko gre za opraševanje. Cvet vanilje je odprt en dan, to zdaj ne pomeni 24 ur, ampak dejansko, ko se začne dan, se cvet odpre, potem, ko se začne temniti, se potem cvet zapre in tudi odpade. Tako da, če ne pride v tistem času do oprašitve, potem žal posledično nimamo strokov. To so plodovi vanilije. Čeprav cvet traja le en dan, je najugodnejši čas za oprašitev okrog 11. ure dopoldne. Zato v naravi tudi opraševalci marsikaterega zamudijo. V njenem naravnem območju razširjenosti zato skrbijo kolibriji in posebna vrsta čebel. Na drugih območjih, kamor so jo prinesli, pa teh ni bilo. Leta 1836 pa je belgijski botanik Charles Morin odkril, da se da cvetove oprašiti tudi ročno. Nekaj let za njim je metodo dodelal 12-letni suženj Edmond Albius z otoka Réunion in vpeljal ročno opraševanje z zašiljeno bambusovo palico, ki se uporablja še danes. Med ženskim in moškim delom je ena taka posebna membrana, ki preprečuje samo oprašitev. Tako da je potrebno poseči najročno, če pač ni opraševalca. Glavne države, v katerih danes uspeva vanilja, so ob Mehiki še Indonezija, Tahiti in Uganda. Največji izvoznik vanilje je Madagaskar, kjer raste borbonska vanilja oziroma vanilja planifolia. Gre za vrsto, ki raste tudi na avtohtonih rastiščih v Mehiki, pove Katja Malovrh iz Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Je pa vanilij več vrst. Ene se uporabljajo za prehrano, obstajajo pa tudi ene, ki so bolj primerne za kakšne dišave, za parfume. Mi imamo recimo v našem rastlinjaku 2 vrsti, vaniljo planifolio pa pompono. Zdaj ta pompona je bolj za kakšne dišave, parfume, ta planifolija pa za jedi. Oprašitev cvetov je torej zahtevno delo. V velikih nasadih naj bi en opraševalec s palčko oprašil do 1000 cvetov na dan. Stroke, ki zorijo 9 mesecev, poberejo ročno, procesa fermentiranja in sušenja, pri katerih nastane vanilin, pa trajata še vsaj pol leta. Stroki so zeleni in izgledajo kot kakšen fižol. Se pravi, na vanilji, na rastlini, če pač cvet uspešno oprašen, posledično oplojen, nastanejo gor taki zeleni stroki, ki so, bi lahko rekli, podobni grahu oziroma fižolu. In tudi te stroki takrat še nimajo vonja. Šele ko gre to potem v proces sušenja, fermentacije, takrat se izloči ta von. Takrat bi pa rekla, to pa je vanilja. Prej bi lahko kdo, ki ne pozna, celo pač zamenjal za kaj drugega. Zaradi precej dolgotrajne in tudi zapletene pridelave so že pred več kot 150 leti našli lažjo pot do vanilina, aromatične snovi iz plodov vanilje. In danes velika večina proizvodov na trgu ne vsebuje prave vanilje, več pa dr. Aleš Obreza s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani. Vanilin je kemijsko gledano relativno enostavna organska molekula, ki jo je dokaj lahko tudi sintezno pripraviti. Relativno poceni so postopki in tukaj imamo več možnosti, se pravi sintezno recimo ali iz gvajakola, ki je bistveno cenejši, ali mogoče iz eugenola, to sta 2 prav tako organski spojini. Zelo pogosto se uporablja sinteza iz lignina. Lignin je sestavni del lesa in je dejansko stranski produkt pri recimo proizvodnji papirja ali raznih izdelkov iz lesa in na ta način seveda potem je tudi manj teh odpadkov in tega, se pravi, je to ena varianta. Lahko se izdeluje tudi mikrobiološko, tudi ta možnost obstaja. Skratka, naravna vanilja pa po svoje ima to omejitev, da jo je relativno malo. In recimo, če pogledamo, recimo, da je potreba recimo, po vanilji recimo, tam preko 10 000 ton na leto, iz naravnih virov
pridobimo recimo tam nekje okrog 2000 ton. Se pravi, približno slabo petino, bi lahko rekli, dobimo iz naravnih virov in če sinteznih postopkov ne bi bilo potrebno bistveno večje nasade vanilije ali pa bi bila cena bistveno višja. Se pravi, zaradi tega potem v tem primeru seveda se lahko uporablja tudi in večinoma se uporablja ta sintezno pridobljena vanilija. Težava je pa v tem, tukaj pa mogoče lahko omenim to zadevo, da če gledamo vseeno to, kar pridobimo iz naravne, se pravi iz vanilije planifolije, ki je rastlina, iz katere izoliramo potem vaniljo iz strokov po sušenju, fermentaciji. Seveda ta produkt vsebuje še druge snovi, ki dejansko vsaj nekatere izmed njih prispevajo k temu vonju. In seveda, če primerjamo von vanilije in pa von samega vanilina, se lahko čuti, da je razlika. Tako da včasih, ko poskušajo recimo ponarediti dejansko tisti pravi von vanilije, lahko pa seveda uporabijo še razne druge snovi, ki jih dodajo zraven. In recimo ena problematična zadeva, ki je bila že detektirana recimo v teh zadevah, ki oponašajo vaniljo, je recimo kumarin. Kumarin pa vemo, da je vsaj zmerno toksičen za jetra, ledvica zlasti, tako da takšna zadeva seveda je lahko potem tudi potencialno nevarna. Prvi opis sinteznega postopka priprave vanilina je nekje iz leta 1875. Kot pravi dr. Aleš Obreza, pa je težko reči, ali je šlo takrat že za prakso ali bolj za teorijo. Vsekakor pa so ti postopki postali zelo pomembni v zadnjih 100 letih in omogočajo, da ima vanilin sprejemljivo ceno. Je pa tako, če gledamo samo molekulo vanilina kot takšno, pa imamo recimo nekaj molekul naravnega, nekaj molekul sinteznega vanilina, tega seveda organizem ne loči. Se nimajo molekule nekega listka, na katerem piše, jaz sem pa naraven, jaz sem pa umeten. Razlika je seveda v tem, če gledamo potem recimo to, kar izoliramo iz same rastline, seveda, kot sem že prej omenil, vsebuje še druge snovi. In seveda tudi ta sintezno pridobljeni ni 100% čist. Tudi če je 99,5% čist, vsebuje še ostanke nečesa, kar je iz sinteze. Tako da na ta način recimo potem se lahko z občutljivimi analiznimi metodami ugotovi, ali je nekaj naravnega ali je nekaj sinteznega. Najboljša, tudi najmanj razširjena uporaba vanilije je uporaba celega stroka, torej plodu, in ta je nepogrešljiva pri sladkih jedeh. Je ojačevalec sladkega okusa, zato je v njih potrebno manj sladkorja. Kako jo uporabiti, pa kuharska mojstrica in strokovna sodelavka Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana Polona Hribar. Posušen strok najboljše, da ga prerežemo čez polovico, izdolbamo semena damo ven, potem pa lahko ta strok uporabljamo. Ena varianta je, da ga prekuhamo v mleko ali smetani, da izločimo še več. Mi ga pa ponavadi uporabljamo tako, da ga damo kar v navaden sladkor noter in se aromatizira. Sladkor, lahko zadnjič smo pa študenti pripravljali tudi, smo naredili v bistvu tak domač ekstrakt, smo dali te posušene vaniljeve stroke in smo zalili z alkoholom. In to pustiš potem, da se fermentira v temnem prostoru in čez nekaj časa lahko to uporabljamo kot domač ekstrakt. Alkohol izklapi, aroma pa ostane. Od nekdaj dišeča je vanilja bila, tista prava. Katera je ta? Mimogrede, s čepcem začinjeno.